jutro, dan. Zdaj smo pa počasi začeli, smo se zbrali, danes mislim, da smo vsi uspešno prišli, nekateri smo uspeli tudi na kavo izpit. Zdaj nas pa že čaka direktor Komunalne zbornice Slovenije, gospod Sebastian Župac, ki nas bo pozdravil, potem pa bomo nadaljevali s programom. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v imenu Zbornice komunalnega gospodarstva. Na tem prvem posvetu izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin Zbornica komunalnega gospodarstva učlanjuje veliko večino izvajalcev javnih služb varstva okolja, občinskih javnih služb varstva okolja in zelo veliko teh izvajalcev izvaja tudi javno službo urejanja javnih površin. Ker vemo, da stroka na tem področju je šibka, smo se v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor odločili, da pripravimo ta prvi posvet, ki bo začetek nadaljnjega strokovnega pokrivanja z vidika naše zbornice in skušamo izpostaviti neka osnovna izhodišča, težave. Glede na to, da smo zelo tesno s časom, današnja delavnica oziroma delovni svet je organiziran nekoliko drugače, bom zelo kratek in bom dopustil delo delovni skupini tukaj. Skratka, želim vam uspešno delo in pa oblikovanje nekih ustreznih zaključkov, ki bodo v pomoč tako Ministrstvu za okolje in prostor, kot zakonodajalcu, ki vpliva to področje in pa tudi nam Zbornici komunalnega gospodarstva, ki bomo skušali strokovno združiti izvajalce te javne službe in da pripravimo nekaj primere dobrih praksi in prinesemo tudi v druga okolja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa k besedi kar vabim kolega Dušana Piklarja z Ministrstva za okolje in prostor, direktorata za okolje, ki bo pozdravil v imenu državne sekretarke, ki bo pa povedal besedo. Lep pozdrav vse skupaj v imenu ministrstva, seveda tudi v mojem osebnem imenu. Čisto tako bom rekel, za začetek ministrstvo seveda pripravila prenovo zakona o varstvu okolja, to bom rekel, ki je začel veljati leta 2004. Del te prenove je seveda tudi rekel izboljšanje ali pa napor, da se izboljša ureditev na področju gospodarskih javnih služb. Del teh gospodarskih javnih služb je seveda tudi urejanje in čiščenje javnih površin, kot je zdaj določeno v zakonu o varstvu okolja, ki velja. Zdaj, zaradi tega smo seveda z veseljem pograbili, bi kar rekel, po eni strani prvo pobudo, ki je prišla z akademske sfere, se pravi od kolegice Simoneti, in potem seveda gospodarske zbornice, ki je ravno prišla s to idejo, da bi na širši način obravnavali to temo in zdaj moram reči, da sem izjemno vesel tudi, bi rekel, k takšni udeležbi vsem, ki nekaj veste oziroma ki delujete na tem področju. Jaz bom imel neko uvodno predstavitev zakonodaje, ki je bila in nekaj tistega, kar si želimo, da bi izvedli tudi na koncu današnjega posveta. Slej ko prej si želimo izboljšati to ureditev in seveda v tem delu pričakujemo vaše prispevke, ker so ta pač na koncu po eni strani kot občinski, predstavniki občin, tisti, ki na nek način očitno do zdaj edini predpisujete pravila, ki se tičejo urejanja in čiščenja javnih površin, seveda vas izvajalcev, ki pač to izvajate in da po mojem presoji seveda obilo izkušnjo zraven, pa seveda tudi tisto, kar je bilo že rečeno, kako te primere dobre prakse utemeljene tudi na neki znanstveni osnovi pripeljati po eni strani najprej seveda zakonodajo in potem prav gotovo tudi v samo izvajanje. Tako, jaz bi se tukaj zaenkrat kot teh uvodnih besedah postavil še enkrat lep pozdrav tudi v imenu direktorice, ki je žal morala pač ostati na nekih drugih sestankih in začnem kar s svojo predstavitvijo. Moj namen je, da predstavim pravno-sistemski okvir
tega področja. In sicer je vsebina mojega predavanja bi šla na kratko predstaviti ureditev pred letom 1993. Zakaj pred letom 1993? Zato do leta 1993 je bila tista zakonodaja še iz prejšnjih časov, se pravi iz prejšnjega volilno-političnega sistema. Leta 1993 po novi ustavi seveda in pa za uveljavitvijo novega zakona o varstvu okolja je postala ta ureditev nekoliko drugačna. Potem bom prikazal pač to ureditev, ki je začela veljati po letu 1993, se pravi po uveljavitvi zakona o varstvu okolja iz leta 1993 in tisto, kar sem rekel na koncu svojega uvodnega pozdravnega nagovora, neke želje, neke namere, neke pričakovanja v zvezi z uveljavitvijo te problematike ponovno, seveda z uveljavitvijo nove zakonodaje. Zakaj pred letom 1993? To se mi zdi zmeraj dobro včasih poudariti, da ne pozabimo, da ne mislimo, da se je začela zgodovina leta 1991, taka, kar se tiče zakonodaje na področju varstva okolja leta 1993. Prav na področju urejanja in čiščenja vzdrževanja javnih površin ima ta država in njena predhodnica seveda kar nekaj izkušenj in te izkušnje so seveda tudi pravno urejene. Zato tukaj nakratko prikazujem nekaj zakonov, do katerih sem prišel. En je že z leta 1965, se pravi zakon o urejanju vzdrževanja zelenih površin v naseljih. In ta zakon je bil nadomeščen z naslednjim zakonom, ki je zakon o urejanju vzdrževanja in varstvu zelenih površin v naseljih. Ta je zakon z leta 1973. Zdaj, jaz seveda nisem videl njegovega nadaljevanja v tem smislu, da bi vedel, da je ta zakon prenehal veljati. Dejstvo pa je, da je bil leta 1975 sprejet nek zakon o komunalni dejavnosti posebej drugega pomena in ta zakon je bil potem v nadaljevanju leta 1982 nadomeščen zakonom o komunalnih dejavnostih. Skratka, to je neka zgodovina pravnega urejanja te problematike pred letom 1993 in kot vidite, gre v tem kontekstu pravzaprav, če pogledamo, gre za urejanje v detalje, mislim, nekaj bolj podrobno bom to ureditev pojasnil v nadaljevanju, ampak vidimo preko, da je pač enostavno ta problematika bila urejena, da govori pač na specifičen način. Preko bi seveda gledali, če bi šli pogledati zakon o komunalni dejavnosti, posebej v drugem pomeni zakon o komunalni dejavnosti na poseben način stališča, statusne ureditve te problematike. Če pogledamo ta zakon iz leta 1973, konega zakona iz leta 1965, se mi zdelo potrebno kaj podrobno analizirati, da ta zakon iz leta 1973 določa in predlog zakona je urejanje, vzdrževanje in varstvo zelenih površin. Se pravi, je na nek način reduciran in gre, kar se tiče površin, se nanaša na zelene površine in vsebuje vse tri divizije, se pravi urejanje, vzdrževanje in varstvo teh zelenih površin. Zdaj, v drugem členu so te zelene površine definirane, gre za ta definicija seveda pač v potrebi samega zakona je malo specifična, ampak čisto kot zanimivost, to so pač nekaj, kar je tipično, da so pač zelene površine zraven, pa tudi kopališča, športna, otroška igrišča in celo kopališča so pa zelene, kot zelene površine. Zdaj, bolj pomembno se mi zdi to nadaljevanju, to, kar se tiče, kar je v bistvu obseg, kar je predmet te posebne ureditve. In sicer, da gre za urejanje in pri tem kontekstu je urejanje določeno, da se te zelene površine urejajo na podlagi načrta urejanja zelenih površin, ki je sestavni del urbanističnega načrta občine, seveda v tem primeru. To pomeni, da je urejanje teh površin bil predmet zakonodaje, ki je urejala prostor. To ni bil predmet zakonodaje, ki bi se kakorkoli ukvarjal na nek način z varstvom okolja, čeprav hočem reči, ali lahko povem, da prvi zakon, ki je naprimer urejal ravnanje z odpadki, to mislim celo prvi zakon z področja varstva okolja iz leta 1976. Se pravi, ta zakonodaja, čeprav je bila takrat zakonodaja z področja varstva okolja zelo borna, da je skoraj ni bilo, pač nekaj bilo, pa to ni bilo predmet okoljske zakonodaje. Po drugi strani je bilo ravno tako določeno kaj vzdrževanje do teh javnih površin zelenih. In seveda ravno tako obsega skrb tega gozdnega parkovnega sadnega drevja in tako naprej. In varstvo je določeno tudi, kar pomeni, da je šlo za prepoved sekanja, obsekavanja, odstranjevanja zarasti oziroma pač dreves in grmov na teh javnih površinah. In da je bilo to pač prepovedano iz
izjemo je podobno pristojni organ občine. Zdaj, če na nek način povzamem, je bilo urejanje, to bi rad poudaril, kot te besede bomo pa diagnosticirali v zvezi s sedanjo ureditvijo. Urejanje teh zelenih javnih površin je bilo del v bistvu prostorskega planiranja. In očitno je bilo tudi potem vzdrževanje in varstvo bilo bolj precizno urejeno, kot je zdaj. Ne nazadnje, kot smo rekli, na zelenih površinah je bila eksplicitno prepovedano sekati in izjemo tega je, na primer, dovoljeval pristojni organ. Zdaj, to je pomembno, morda tudi zaradi neke druge dimenzije tega problema, do katere smo prišli na pobudo mestne občine Ljubljane, sicer, da bi na nek način uredili ne samo vzdrževanje oziroma javnih zelenih površin, se pravi trebja, gozdov na javnih površinah, se pravi, tukaj je pač lastnica običajno občina, pa tudi na zasebnih, kar pomeni, da bi tudi posegali v zasebno lastnino na ta način, da bi bilo vsaj naseljih, da ne bi bilo kar enostavno in preprosto in samoumevno, da lahko nekdo pa svoja drevesa poseka, ampak bi bilo pač to predmet nekega dotičnega urejanja, če bo seveda to urejanje moglo biti deležno posebne pozornosti, ker je pač bilo za poseg v zasebno lastnino. Hočem reči, takrat seveda zasebne lastnine je bilo zelo malo savestnega. Zasebne lastnine na kmetijskih zemljiščih in na gozdovih, v naseljih zasebne lastnine praktično ni bilo. Tukaj so bile zasebne hiše, so bila zemljišča v družbeni lasti in so imeli lastniki hiš samo pravico do uporabe in tako naprej. Zaradi tega, ampak ne glede na to je bilo očitno tudi takrat takšna ureditev, da tudi jaz, ko sem bil, kaj sem sred naselja neko hišo, na kateri sem neka drevesa, mi ni bilo očitno dovoljeno, ker tako ta drevesa, na primer, posekati, koliko bi se odločil, da je hočem posekati. To je bila ureditev, ki je bila uveljavljena leta 1973 naprej. In kot rečeno, jaz mislim, da je bila ta ureditev seveda na nek način presežena z zakonom o varstvu okolja, ker jaz nisem videl, da bi na primer zakon o komunalnih dejavnostih, da bi kakorkoli razveljavil ta zakon. Jaz nisem na nek način videl, ali nisem pač enostavno uspel ugotoviti, s katerim zakonom je ta zakon prenehal. Dejstvo je pa, da so njegov predmet, njegov ureditev z tega se je prenesla v neke druge zakone. Del tega prenosa bi tudi takrat veljavni zakon o komunalnih dejavnostih. Ta je pa že, ravno tako določen, da je tukaj, mislim, ni več varstva, naprimer, če bi pogledali oba zakona, vidimo, da gre za vzdrževanje čistoče v naseljih, čiščenje javnih površin, ne več samo zelenih in tako naprej, in seveda, da vsebuje še vedno samo urejanje, vendar ni tako precizen, kot je precizen zakon, o katerem sem prej govoril, da bi se vedel, da je to urejanje javnih površin in to predmet prostorske zakonodaje. Očitno je bilo to urejanje je postalo del komunalne dejavnosti in očitno so pač občine same svojim predpisi to urejale, organizacije, ki so bile pa za to zadolžene, so pa pač to izvajale. Zdaj, takrat je bila seveda tudi komunalna skupnost, takrat je bilo pač čez samopravnega organiziranja samopravnih interesnih skupnosti in na nek način je pravzaprav bila občina bolj manj pooblastilne, ker so temelj tega področja so urejali pravzaprav komunalne skupnosti, kot samopravne interesne skupnosti, izvajala se komunalna organizacija, občine so imeli pa nekaj določena, pa nekaj preveč velika pooblastilna. To je bilo do leta 1993. Seveda zdaj, po letu 1993 se ta sistem, kot veste, da se pač razkroji, pri samopravne organiziranosti ni več. Zadeve pridejo v kontekst urejanja z pozicijo oblasti, se pravi, bodi si vlade, bodi si na ravni države, bodi si na ravni občine. In to področje na nek način zamejujejo, okvirjajo seveda ustava, zakon o gospodarskih javnih službah, skupaj z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, kot so neka dva organizacijsko-statusna zakona, in pa zakon o varstvu okolja, ki je pač določil, da je to pač obvezna občinska gospodarska javna služba in v delu seveda zakon o lokalni samoupravi, ki je pa, vsaj po mojem mnenju, pač neko organizacijsko-tehnični zakon v tem delu, ker na nek način v nadaljevanju zelo neposrečno povzema nekaj iz drugih materialnih predpisov, povzema neke naloge, ki ne bi počele občine, pri čemer je to povzemanje tako v moje presoje seveda mogoče različne razlage. Če se večkrat sam sprehodno, se jaz to verjetno se to
poznate. Zdaj v zvezi z ustavo sem ne vem nič kaj danes ukvarjal, razen da je seveda temelj tega urejanja seveda v 72. členu ustave, ki je pojmovno in sicer malo nenavadno, ampak je kako pač je. In seveda 40. člen, ki govori o omejevanju podjetništva oziroma o možnosti, da se svobodno gospodarsko pobudo omejuje. Zakaj to pomeni? Zato, ker je seveda določitev nečesa kot obvezna občinska gospodarska javna služba a priori poseg v svobodno gospodarsko pobudo in mora biti pač na nek način utemeljena in regulirana. Zakon o gospodarskih javnih službah, sem rekel, je pač statusno organizacijski zakon, ne? In ta določa, da so gospodarske javne službe se določijo z zakonom, ne? In seveda rekel, temelj tega določena je, da se neko blago ali pa neka storitev ne more ali pa se jo ni ali pa je ni primerno izvajati na trgu, se pravi v okviru svobodne gospodarske pobude. To je tisto temelj, zakaj se in na kakšen način oziroma kdaj se lahko država sploh odloči, da bo tisto, kar je v principu svobodna gospodarska pobuda omejila, ne, in ga postavlja v kontekst oziroma v okvir gospodarske javne službe, se pravi neke regulirane dejavnosti. Pač tukaj je jasno, iz tega stališča je jasno, da so neke gospodarske javne službe so občinske, nekatere so pač državne, ne, in iz tega stališča seveda tudi odvisno do zadevo ureja. Omenjam tukaj še zakon o javno-zasebnem partnerstvu, zadeva, da ta ureja, vsaj za enkrat ureja koncesije na tem področju, ne, se pravi, zakon o gospodarskih javnih službah je ravno tako urejal koncesije zelo slabo oziroma zelo okvirno in zaradi tega javno-zasebnem partnerstvu ničem bolj urediti oziroma bolj sistemsko urejati, zaradi tega je treba ta dva zakona v tem kontekstu regulirati skupaj. Zdaj, tukaj smo zdaj potem na tistem, kar zakon o gospodarskih javnih službah reče, da pač zakon določi, kaj je obvezna gospodarska javna služba. In zakon iz leta 1993 je določil, da so obvezne gospodarske javne službe tudi javna snaga in čiščenje javnih površin ter urejanje javnih poti površin za pešce in zelenih površin. Zdaj, če bi zdaj primerjal to dikcijo z onima dikcijama iz zakona o urejanju in tako naprej zelenih površin v naseljih ali pa zakona o komunalni dejavnosti, videli, da je na način preoblikovanje terminov, ki so bili na nek način predmet onih dveh zakonov. Zdaj, tukaj bi treba še povedati, da gre seveda to, kot je zakon določil, so obvezne občinske gospodarske javne službe in predvideno je bilo, da bo minister pristojen za okolje seveda predpisal razne stvari, se pravi skrbovalne standarde, tehnične, organizacijske, metodologijo za oblikovanje cen, veliko teh storitev, pa tako naprej. Seveda, minister takrat je za varstvo okolja ni v leta 2004 izdal nobenega predpisa na to temo. Se pravi, to področje, kakorkoli je bilo že določeno obvezna gospodarska javna služba, ni bilo z nobenimi nadaljnjimi predpisi podrobno urejeno, za razliko od drugih obveznih gospodarskih javnih služb, oskrbe s prebivalci s pitno vodo, pa do zbiranja in čiščenja odpadnih voda ali pa na primer ravnanje z odpadki. Tam je minister izdal neke predpise, tukaj na tem področju smo zato, konkretno gospodarsko javno službo pa ni bilo izdanga, ni minister sprejel nobenega predpisa. Zakon o varstvu okolja z leta 2004 je pravzaprav nič kaj dosti reflektiral to zgodbo. Jaz se pač spomnim, da sem pač en izmed avtorov obe zakonu z leta 1993-2004 in moram reči, da tudi po zakonu z leta 1993 nismo kaj blazno razmišljali o tem, kaj to pomeni, kaj bi to bilo, kaj je bilo to vsebovano, smo enostavno pogledali tiste dva zakona, ki sta veljala takrat in iz tega potegnili neko razumno dikcijo, prav, da bi se pa podrobno ukvarjali, kaj to pomeni, kaj to je, kako je bilo primerno, kaj pomeni beseda, ta ali ona tretja, četrta stesa, pa pač nisem ukvarjali. To je bilo leta 2004. Takrat je bilo prav predmet tega zakona, pravzaprav je bil ta zakon narejen zaradi svojega vstopanja v Evropsko unijo, kar pomeni, da je bila pozornost posvečena čisto drugim temam, se pravi, ker so vplivo na okolje, zdaj okoljevarstvenega dovoljenja, trgovanju z emisijami in tako naprej. Skratka, pozornost je bila narejena, je bila posvečena preko prenosu evropskega prava, manj pa teh notranjih pravnih zadev, zaradi tudi temu področju ni bila posvečena kakšna posebna pozornost. Ravno tako se je predvidel, sicer mi smo zdaj preko zakoni dvignili pristojnost za izdanje predpisov na vlado raven, vendar tudi v tem primeru vlada za razliko od drugih področij ni izdala nobenega predpisa. Skratka,
Zdaj imamo situacijo, ne, da obvezna gospodarska javna služba je, ne, da zakon predvideva, da bo vlada izdala neke predpise, s katerimi bi poenotila neke standarde, neke metodologije ocen, pa tako naprej, ne, da teh predpisov seveda ni. Po drugi strani pa, tako kot sem rekel, zakon o lokalni samoupravi seveda malo po moje presoji slabo, ne, pa pač tako po svoje, ne, vzema te zakone, oziroma povzema neke naloge iz raznih zakonov, ne, na področju okolja, naprimer, da skrbi za varstvo zraka, ker naprimer čiščenje pa tega niti ni nič urejeno, ne, skrbi za zbiranje odlaganja odpadkov, seveda gospodarska javna služba za urejanje in čiščenje javnih površin ni zbiranje odpadkov, čeprav na koncu čiščenja seveda ostane tisto, kar je seveda so odpadki. In pravi zakon samo, da vzdržuje in ureja javne površine, javne poti. Se pravi, tudi tukaj veliko, če bi pogledali prav pozorno te dikcije, vidimo, da je pač na nekaj način preko s tem modernem žargonu, da je kar nekaj. Če nadaljujem, glede na to, da pač država nič ne naredila na tem področju, ne, glede na to, da je to občinska zadeva že od nekdaj, ne, se vsi vemo, pač v koncu se Slovenci radi pohvalili s tem, da bomo urejene in čiste mestne in javne površine in tako naprej, so seveda preko to nalogo očitno se in družbenih preostali so pač prevzeli občine. Ne. Jaz sem tukaj videl, pač glede na to sem jaz z občine Radovca, sem pogledal in sem jaz nekega občinska predpisa, ki urejata tako ali drugače oziroma na določen način urejata to področje, sicer z nekim odlokom in z nekim pravilnikom, ki se podelu seveda tiče te problematike. Lahko sem gledal pač glede na pomanjkanje časa malo rekel, nisem šel globoko, da bi nam še drug prepis, ampak temeljno je to, ne, da o odsotnosti urejanja strani države, ne, seveda občina sama in celoti prevzela pač to nalogo prepisovanja, kaj pravzaprav sodi v to gospodarsko javnost. Ob tem seveda je določila določila izvajanja, torej si javnih podjetja, da vsem koncesiju na to, na tem predmetu, pač tisto ureja, oziroma kar omogoče zakon gospodarskih javnosti, da se oni zasebno partnerstvo. Tako je do zdaj, ampak tako je sedaj. Zdaj mi seveda, glede to, kot sem rekel, pripravljamo prenovo, v tej prenovi bi radi stvari pa le uredili. In v tem urejanju, v zvezi s tem urejanjem sem postavil pač neka vprašanja, v zvezi s tem vprašanjem bi vsaj mi na ministrstvu radi dobili tudi preko vaše odgovore ali pa vaše razmišljanje na temo, na te vprašanja, ki so tukaj navedena, seveda vsem drugim pravotovo. Skratka, glede na to, da zakon določa, da se javne službe določajo zakoni, seveda nedvoumno, da je treba gospodarsko javno službo določiti zakonom. Seveda, tle ni nobenega razumnega nasprotovanja na tem, da ne bila to gospodarska javna služba varstva okolja, kar pomeni, da bo še naprej urejeno zakon o varstvu okolja. Vendar, problemi so, tako sem rekel, čist nekje na drugi ravni. Seveda, da je treba bolj precizno določiti, kaj pravzaprav je, kaj obsega ta gospodarska javna služba. Ali, zato, ker zdaj, kot je to urejanje in čiščenje. Zdaj, kot smo že videli prej, sam pojem urejanje aludira na neke posebne neke družbe. Oziroma lahko ta pojem seveda več pomenski, pomeni lahko to, ono, tretje, četrto, ampak meni je bila ta dikcija iz unega starega zakona, da je ta urejanje del urejanja mesta, urejanja naselij, se mi je izjemno blizu. Kar pomeni, jaz osebno bi seveda pričakoval, da bi v tem kontekstu verjetno obseg te gospodarske javne službe, zdaj to gospodarska javna služba, bi kazalo verjetno, da jo zreducirala na narekovaj na tisto, kar je res lahko predmet gospodarske javne službe, to pomeni vsaj po moje pač vzdrževanje in čiščenje javnih površin. Naprimer, to je pač neka teza, ki je treba diskutirati in na nek način dobiti kakšen odgovor na to temo. Seveda pa treba definirati javne površine, te sodem, da ne bi bil nekaj kakšen problem, to pač definira to, te javne površine verjetno se definirajo na podlagi javnih zakonov. In tisto, kar je tkele zdaj po mojem tudi presoji izjemno pomembno, kdo naj ureja to. Kot smo že videli, vlada, niti prejšnji minister po zakonu iz leta 1993, niti vlada po zakonu iz leta 2004, ni na to temo naredila nobenega predpisa. Niti ni predpisala naprimer metodologijo za določitev cen, se veste, medo ureja čez drugih stvari, teh stvari ne ureja. Zato se postavlja pravzaprav dvoje vprašanje.
ne, ali pa eno vprašanje. Ali ne vlada v resnici še ohrani to možnost, ne, pa da pač neke skupne stvari ureja, ne, a je razumno razmišljati o tem, kaj se da je treba določiti neke standarde vzdrževanja in čiščenja javnih površin, ki bodo veljali za celo državo, se pravi za 212 slovenskih občin, ali ne. Ali je razumno in primerno določiti metodologijo za cene, ki bo veljala za celo državo, ali ne. In zdaj tudi, če to ostane, ne, se pravi, če je odgovor da, ne, je seveda treba vedeti, sigurno vlada ne more preko vsega, tako kot tudi ne naredi na drugih gospodarskih javnih službah. Vedno ostane preko nek prostor, ki ga mora občina s svojim podpisi napolniti, zato da je pač stvar sploh operativna. Ne. Jaz se to predstavljam, kot ne vem, če veste, kako to zgleda preko na področju evropske zakonodaje, ne, se pravi direktive kot nek akt, se morajo prenesti v nacionalno pravo, ne, potem drugovrstni akti, se pravi uredbe, sklepi, odločbe in tako naprej, so pa neposredno izvršljivi in lahko neko država samo nadgrajujejo v tem smislu, da pove, kako se izvršuje. Ta način, in to je problem sicer v razmerju med državnimi predpisi in občinskimi predpisi, je problem pravzaprav na vseh gospodarskih javnih službah. Ta gospodarska javna služba reguliranja vzdrževanja javnih površin ni nobena izjema, ker je nič lažje, ker nobenega državnega predpisa niti ne veš, kje začne, pa kje neha. Ne? Druga možnost je seveda, da to v celoti prepustimo samo občini. Se pravi, da pridemo od tega sklepa, da je to tako tipično za vsako občino, da občina zna to veliko sama do konca urediti, ne, in seveda tudi veliko določiti, kakšne cene te storitev, ker gre za cene te storitev ni končnega plačnika, vedno gre iz proračuna pač občine. Ne. Se pravi, to sta za mene veliko tema, izjemno izzivalna, do katere bi radi prišli do nekega razumnega odgovora, da ga se v tem tudi uredimo v zakon. Ne. In drugo je, če bi rekli, naprimer, da seveda urejanje, v tistem pomenu, ne bi pomenil, jaz urejam svoje vrtce, pa ga malo graba, pa tako naprej. V tistem urejanju, ko sem v tistem zakonu o urejanju zelenih površin naselij, se pravi, da je to predmet preko prostorske zakonodaje, bi bilo izjemno pomembno za nas tudi razmišljati o delu, ali je v tem primeru pač to zadevo, oziroma materija, ki ne bi uredil zakon o urejanju prostora. In seveda tudi, kar se tiče veliko tistega, kar sem omenil na začetku, na pobudo Mestne občine Ljubljana, ne, ali bi kazalo urediti tudi preko tovrstno poseganje na zasebne površine. Ne. Jaz sem pravzaprav na hiši imel vrt, ne, na tistem vrtu sem imel 3 ogromne smreke in ker sem mi delali preko škodo na hiši, sem jih enostavno posekal. Ne. Sem najel pač firmo, ki je za to pač usposobljena in sem jih pač posekal in sem tam naredil pač travo pač nekaj. Ne. Zdaj na Dunaju, na primer, ko jaz se ki tako ne bi smel izgubiti. Na Dunaju bi moral dobiti dovoljenje občine, da mi dovolj te 93 poseka, zato ker pač to je izjemno pomembno, ne, zelene površine, gozdov, drevesa in tako naprej, je pomembno za kakovost življenja v samem naselju, tako naprej. Skratka, ali bi bilo to narediti tudi potrebo, ker zdaj pokresli ni urejeno nikjer, ne. Zakon gozdovi poveja samo gozdove, gozdovi so pa tiste moje 3 smreke, seveda niso most, ne. Kot jaz vedno nikjer urejeno in se postavlja vprašanje, ali bi bilo to, pa tudi vsem primerno urediti in seveda pa odpovedati, kje bi to urediti. Tukaj bi se jaz postavil, da nisem dolg. Se pravi, nas, rekel, v smislu predloge zakona o varstvu okolja, nas zanimajo vsaj ta vprašanja, kar sem tukaj navrl. Seveda, kakršnokoli drugo, drug problem, ki ga boste načeli, ki ga čute, s katerim se ukvarjate, ali pa si na njem zobernote, bi bilo seveda izjemno koristno, razen tega, da bomo pa seveda vodili tudi kaj drugega. In tukaj bi pač nam se želel pravzaprav, kako se jim reče, uspešno delo nadaljevanje, pa bi res rad videl, da bi prišli do nekih rezultatov, ki nam bojo pomagali preko na razumni način in seveda to področje za novo zakonodajo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa vam kar besedi malo spešil kolega Rožmana, zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije, da še on kratko uvodno besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom imel zelo kratko predstavitev samo v smislu zakaj oziroma kako vidimo zbornico komunalnega gospodarstva v okviru te javne službe. Zbornica komunalnega gospodarstva se do sedaj za to javno službo ni ukvarjala, pač ukvarjala se je z drugimi obveznimi občinskimi javnimi službami, tako da imamo
trenutno 125 članov. Po spletnih straneh sem naredil eno raziskavo, da sem vedel, kam poslati mobila, okrog 50 naših članov izvaja tudi to javno službo, urejanje in čiščenje javnih površin na tak ali drugačen način. Drugače smo pa organizirani tako, da imamo komisije po posameznih področjih, za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, za male čistilne naprave, za ravnanje z odpadki, za ekonomiko, za pogrebno pokoliško dejavnost, za dimnikarsko dejavnost, pa potem še za nagrade in priznanje, pa za kolektivna pogajanja. In razmišljamo o tem, da bi nekako pospešili ali pa združevali člane, tudi oblikovali neko komisijo, tudi za to vezno javno službo, ker je pač izrednega pomena in jo tudi izvajajo veliko naših članov. Zbornica komunalnega gospodarstva se v vseh teh javnih službah misli, da mora biti stroka nosilec razvoja in pa sprememb in da z združevanjem naših članov, izmenjavo dobrih praks, izmenjavo izkušenj, pač poskušamo najti ustrezne strokovne rešitve in dolgoročne rešitve in pa izredno aktivni smo potem pri oblikovanju in podanju predlogov za rešitev, pri pripravi raznih zakonskih, podzakonskih aktov, operativnih programov in tako naprej in z tega vidika se smo tudi stopili v stik z Ministrstvom za okolje in prostor in pač nekako probali inicirati ta prvi posvet, na katerem bi radi tudi mi dobili neke inpute z vaše strani, ali smatrate, da je pomembno in primerno, da Zbornica komunalnega gospodarstva prevzame neko bolj aktivno vlogo tudi na tem področju, na kakšen način se potem člani med sabo združujejo, izmenjujejo izkušnje in pač vodijo ali pa pomagajo pri vodenju razvoja tega področja tako naprej. Tukaj sem samo hotel malo prikazati ravno to, kar je tudi gospod Pihler že omenil, urejanje in čiščenje javnih površin. Urejanje javnih površin kot pojem, jaz rekel, ja, da se nanaša tako na načrtovanje, kot na samo vzpostavitev teh javnih površin, kot potem tudi na vzdrževanje in čiščenje javnih površin. Tukaj je potrebno najti neko soglasje na kakšen način in v katerih predpisih se to področje ureja in potem se na to področje vpliva ali pa je povezano tudi urejanje nekih javnih cest v smislu njihovega vzdrževanja, zavarjanja in neoviran promet, tudi urejanje pokopališč, smo šli v prejšnji zakonodaji, je bilo nekako tudi povezano s tem področjem in pa urejanje zasebnih površin v povezavi s tem področjem. Je pa tako, da javne površine izvajajo eno veliko število funkcij in pa vplivajo tudi na veliko stvari. Recimo na našem področju definitivno urejanje javnih površin je povezano tako z oskrbo s pitno vodo oziroma javnim vodovodom, tako z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, kjer je ureditev javnih površin izredno pomembna zaradi odvajanja padavinske odpadne vode, streh in pa utrjenih površin, vpliva na drugo infrastrukturo in ima pač en cel funkcij tako na zdravje, invazivne rastline, alergije, ima pa seveda tudi pozitivno vpliv na zdravje, pozitivno vpliv na okolje, podnebne spremembe, poplavno varnost. V glavnem, to urejanje in čiščenje javnih površin se mi zdi, da je povezano z enim ogromnim številom področij in izredno kompleksno bi bilo treba se veliko pogovarjati o to temo prihodnosti. To bi bil jaz za enkrat zelo hitro. Hvala. Zdaj pa nas bo govorila še gospa Valentina Linšek v imenu Skupnosti občin Slovenije, sicer pa prihaja z mestne občine Celje. Tako tam na kot te počiniš. Pozdravljeni. V mestni občini Celje je vzdrževanje javnih površin, kamor sodijo tudi zelenice, urejeno z odlokom o gospodarski javni službi. Urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje cest imamo organizirano kot obvezno gospodarsko javno službo ter izbirno gospodarsko javno službo za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin. Način in ureditev izvajanja vzdrževanja javnih zelenih površin je določen z odlokom o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih površin ter javnih površin v mestni občini Celje. Vzdrževanje javnih površin, kot so ceste, pločniki, kolesarske steze, trgi, ploščadi, podhodi
in vse druge pohodne javne površine v lasti mestne občine Celje izvaja naše javno podjetje Simbio. Glede na potrebe in letni čas je oblikovan letni načrt frekvenc izvajanja čiščenja, kar pomeni strojno pometanje, spiranje asfaltiranih površin, pranje pohodnih površin in podhodov, ročno pometanje ter ročno praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke. Čiščenje mestnega jedra in sprehajalnih poti v ožjem mestnem jedru je se odvisno od prireditev oziroma dogodkov v decembru ter poletnem času izvaja tudi vseh 7 dni v tednu. Prav tako tudi praznjenje košev za odpadke in košev za pasje iztrebke. Mestna občina Celje letno porabi približno 500 000 evrov za čiščenje omenjenih površin in odvoz odpadkov, kar zajema približno 600 000 kvadratnih metrov javnih površin in približno 300 km cest. Z namenom, da bi preprečili odlaganje kosovnih odpadkov v naravi, smo na določene lokacije postavili odprte zabojnike. Z omenjenimi zabojniki smo dosegli naš namen ter zmanjšali odlaganje kosovnih odpadkov v naravi. Vendar je potrebno zabojnike redno, tudi 2-krat tedensko prazniti, ker so prepolni večjih kosovnih odpadkov tudi gradbenega materiala. Posamezniki še vedno raje kot na smetišče odlagajo te odpadke pred zabojnike ali ob zabojnike, v gozdu, v naravi, kjerkoli. Kljub temu, da lahko na javnem podjetju Simbio prav vsak z odrezkom plačane položnice odloži in pripelje te odpadke prav sam. Vsako leto, v naši mestni občini Celje, vsako leto v spomladanskem času organiziramo tudi čistilno akcijo, katere se udeleži ogromno občanov, ki očistijo svoje mestne četrti, krajevne skupnosti, pridruži se tudi zelo veliko društev, gozdarji nam pomagajo pri čiščenju in pa ribiči. Kar se tiče vzdrževanja javnih zelenih površin, imamo razdeljeno na 2 službi, in sicer javno podjetje Simbio in pa režijski obrat mestne občine Celje. Režijski obrat mestne občine Celje izvaja košnjo trave in sicer na nezazidanih stavbnih zemljiščih, zelenih pasovih ob mestnih vpadnicah, zelenih površinah na otroških in športnih igriščih ter zelenih površinah ob avtobusnih postajališčih, kar znaša približno 530 000 kvadratnih metrov. Na omenjenih površinah se košnja in spravilo trave povprečno izvaja 6-krat v sezoni in sicer od maja do oktobra. V režijskem obratu mestne občine Celje je redno zaposlenih 13 oseb, v času izvajanja košnje pa se sezonsko zaposli še približno 10 oseb, ki upravljajo javno delo ter dodatne osebe, ki upravljajo družbeno koristno delo. Zaposleni v režijskem obratu poleg košnje upravljajo tudi druga vzdrževalna dela na javnih površinah in sicer enkrat tedensko upravljajo preglede vseh javnih otroških igrišč ter športnih igrišč. Preko celega leta se poleg pregledov izvaja tudi redno vzdrževanje in pa popravilo na teh otroških igralih. Enkrat letno se izvaja tudi redno vzdrževanje, pleskanje zidanih avtobusnih postajališč. Opravljajo pa tudi redno vzdrževalna dela na klopeh ter postavljajo nove koše za smeti in pa za pasje iztrebke. Poleg tega se izvaja redne dnevne preglede pešpoti in pa čiščenje okolice Šmartinskega jezera. Seveda izvajajo tudi druga vzdrževalna dela, kot so popravila tlakovanih pešpoti, obrezovanje in čiščenje zaraščenih predelov, striženje živih mej ter izvajanje zimske službe v mestnih četrteh. Režijski obrat je bil organiziran z namenom, da bi znižali stroške nujnih in rednih vzdrževalnih del na javnih površinah in seveda predvsem zaradi fleksibilnosti in odzivnosti na terenu. Redno zaposleni v režijskem obratu teren dela zelo dobro poznajo in v najkrajšem času težavo oziroma
napako, poškodbo zaradi recimo vandalizma tudi odpravijo. Večja težava pa se pojavlja pri zaposlovanju oseb preko javnih del oziroma oseb, ki upravljajo družbeno koristno delo, saj se vsako leto zaposli v začetku sezone nove osebe, katere je potrebno pripraviti na delo na terenu in vsi tudi nimajo teh spretnosti za upravljanje takšnih storitev, takšnih del. Problem je, se pravi, časovno omejeno zaposlenega, ki je za določen čas, a ne v času sezone, in pa čas uvajanja v delo. Javno podjetje Simbio, ki sem ga tudi prej omenila, da izvaja redno vzdrževalna dela na zelenih površinah, izvaja košnjo trave v strogem mestnem jedru, košnjo trave v mestnem parku in pa košnjo vseh zelenih površin med stanovanjskimi objekti v stanovanjskih naseljih. Vzdržujejo tudi vse cvetoče gredice, zasajujejo spomladansko floro in pa izvajajo tudi redno zalivanje v poletnem času. Poleg vzdrževanja zelenih površin izvajajo tudi redno vzdrževanje in podiranje ter zasaditev novih dreves. Na leto Mestna občina Celje nameni za vzdrževanje zelenih površin, ki sem jih omenila, in pa vseh dreves, približno 300 do 340 tisoč evrov. In sicer vzdržujemo okoli 300 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin in približno 12 tisoč dreves. Vsako leto se trudimo, da bi zasadili tudi okoli 100 novih dreves, pač na različne lokacije. Vzdrževanje omenjenih površin lahko rečemo, da izvajamo uspešno in da so površine vzorno urejene. Seveda bi pa, če bi lahko izbirali, bi za vsako leto bi potrebovali več sredstev, finančnih sredstev. Kot največjo problematiko lahko izpostavimo na javnih površinah vandalizem, ki se pojavlja tako na mestni urbani opremi, kot na otroških igriščih in pa seveda tudi na zelenicah. Velik problem se pojavlja oziroma povzročajo nevestni lastniki svojih ljubljenčkov. To se pogostokrat občani obračajo na nas. Državo bi lahko, oziroma bi predlagali državi, da bi morala na nacionalnem nivoju vlagati več truda za osveščanje občanov, podobno kot na primer lahko izpostavljamo promocijo za porabo in uživanje lokalne pridelane hrane. Zdaj pa, če še bi omenila dobre prakse z naše mestne občine Celje, in sicer imamo urejeno spletno mesto in sicer servis, ki se imenuje Servis 48 ur, na katerega občani posredujejo svoje želje in pripombe. Pogostokrat se zgodi, da dobimo tudi pohvale. Strokovne službe na prejete odgovore servisa 48 ur tako tudi odgovorimo v najkrajšem času. Pogostokrat se nam pa zgodi, da v okviru režijskega obrata poškodbe na terenu ali pa kakršnekoli težave odpravimo še isti dan ali pa res v najkrajšem možnem času. Oblikovana je bilo tudi spletno mesto z naslovom Urejeno zeleno, na katere občane obveščamo o izvajanju del na terenu, in sicer o košnji trave, kje se kosi trava, kdaj se bo kosila trava, zato da lahko umakne tudi svoja vozila, in pa kje bomo vzdrževali oziroma obrezovali ali pa podirali drevesa. Še to bi lahko izpostavila, da v preteklem letu so 3 javna podjetja na naši občini praznovala 20. obletnico delovanja in so v ta namen sredstva namenila za hortikulturno ureditev 6 krožišč, 6 večjih krožišč na avtocestnih priključkih ob vstopu v naše mesto. Da se mi zdi, da v sodelovanju tudi z javnimi podjetji zelo dobro vzdržujemo naše mesto.
Hvala tudi Valentini. Zdaj mi pa dovolite, da nekako svoj prispevek podam še jaz. Jaz mislim, se na začetku predstavljam, Maja Simoni, sem krajinska arhitektka in prihajam z Inštituta za politike prostora. Naj vam najprej povem, kaj me povezuje s tem, kaj nas povezuje. Načeloma sem 30 let v praksi po prostorskem načrtovanju aktivna. Moje drugo delovno mesto je na Ljubljanskem urbanističnem zavodu. Zadnjih 7 let pa sodelujem z Inštitutom za politike prostora, kjer se ukvarjamo z urbanimi politikami in javnimi zadevami in seveda iz tega razloga naše zanimanje za razmere v javnem prostoru. Tukaj se prekrivata moji dve praksi. Moja vzporedna akademska aktivnost pa pravzaprav že od sredine 90-ih let pozornost namenjam urejanju javnih zelenih površin. Prav s tem širokim pojmom, ki v moji interpretaciji in mislim, da v širši strokovni interpretaciji seveda vključuje vse faze urejanja. Od planiranja, kjer površine zagotavljamo, tako kot za promet ali za stanovanje, tudi za zelene površine planiramo in kjer jih tudi varujemo, do načrtovanja, kjer potekajo podrobne oblikovalske in uporabniške rešitve se nastajajo in potem seveda vzdrževanje in rabe ter ponovnega zagona, pravzaprav urejanja s prenovo. Vse to je urejanje zelenih površin v tej strokovni in široki strokovni interpretaciji. Skušala bom biti čim krajša, malo bom še odprla obzorja, potem pa upam, da bo tudi dovolj priložnosti, zato da boste še drugi prišli do besede. Naj samo še to povem, da mene zelo veseli, da ste se v takem številu odzvali. Moja zadnja raziskava, lansko leto končana doktorska raziskava, je upravičila, skratka so se upravičila moja pričakovanja in ugotovitve, da je potreba potem, da se na strokovni ravni začne neke vrste povezovanje, sodelovanje dozorela tudi v slovenskem prostoru, da je teh 25 let delovanja brez kakršnekoli organizacijske ali strokovne podpore pravzaprav dalo relativno dobre rezultate, da se pa zdaj kažejo nekateri problemi, ki sigurno tako praktikom kot občinam kažejo na potrebo potem, da se nekatere stvari spremenijo, tako kot so tudi odgovorili pred mano kolega Hitler z ministrstva, pa tudi predstavniki zbornice počutijo podobno. Zdaj pa tako, nekak na začetek, na izhodišče, zakaj nekaj strokovnjaka, ki je pravzaprav prostorski načrtovalec, ki v osnovi ni čisto v vašem polju ali v fazi urejanja, se pravi v vzdrževanju, zanima vzdrževanje. V bistvu je par razlogov, ki so tako vse prisotni, če se ukvarjate z urejanjem prostora v tem širokem smislu. Eno je to, da se na javne, predvsem pa na javne zelene površine v 21. stoletju pravzaprav zgrinja vedno več pričakovanj. Pričakovanja prihajajo z zelo različnih področij. O tem, kako morajo biti urejene površine, te površine govorijo, če hočete, družboslovci, psihologi, sociologi, govorijo zdravniki, govori javni promet, trajnostne prometne politike se dotikajo teh prostorov. Seveda ta primarna, osnovna dejavnost, se pravi urejanje prostora, podoba prostora in detajli, o katerih ste zelo dobro poučeni, s katerimi pravzaprav vi dnevno živite, pa ravno tako še vedno obstajajo. Da ne govorim potem še o vseh teh funkcijah, ki jih je že omenil tudi kolega Rozman, se pravi vprašanje podnebnih sprememb, zadrževanja vode. Skratka, na teh površinah se kar naenkrat pojavlja ena velika gneča različnih interesov. Nekateri od teh interesov so zelo formalno urejeni. Nosilci urejanja prostora so zelo, imajo svoj zakon, imajo svoje pravila igre in tudi postavljajo zelo jasne zahteve na področja drugih
ki se pojavljajo na teh površinah. Naprimer, ohranjanje narave. Eno takih najbolj trdih področij, ki znamo, je ohranjanje narave. Biotska pestrost, veste, da vam takole zazvoni v zadnji, da je nekdo rekel, malo manj kositi, malo paziti, kaj posejemo, ne travo, ki ne cveti, dopustiti, da kdaj se meni in tako naprej. To so zadeve, ki postajajo aktualne. V takem položaju, ko postane kar naenkrat število interesov na enem področju tako veliko, je seveda to bolj pomembno, da so strokovne službe tako na ravni občin kot na ravni izvajalcev pripravljene na to in da seveda lahko parirajo temu povpraševanju, se spopadajo z njimi in seveda učinkovito tudi v tem uresničujejo kar naenkrat bistveno več ciljev kot prej. Ne gre za podobo, podoba je samo eden od vidikov. Tukaj je uporabnost in tukaj so še druge funkcije, ki se jih našteli. Zato imajo pravzaprav javne in predvsem javne zelene površine v trajnostni urbani politiki, kot se reče tako v tem evropskem ali mednarodnem potrebu, izjemno pomembno vlogo. In ker imajo tako pomembno vlogo, se pravzaprav po celi Evropi, pa čeprav še tudi sicer po razvitem svetu, raziskovalci in praktiki zelo veliko ukvarjajo s tem, kaj tako tem pričakovanjem družbe zdaj ugoditi, kaj narediti, kako upravljati s temi površinami, da bomo zadovoljili te potrebe. Treba je vedeti, Slovenija je tudi malo specifična s svojimi majhnimi naselji, ampak treba je vedeti, da seveda večina sveta se spopada s pomanjkanjem prostora. Da ni samo vprašanje tega, kako bomo vzdrževali naše zelene površine, ampak tudi kako bomo sploh do njih prišli, kako jih bomo planirali in kako jih bomo varovali, da jih bomo imeli. Tako da odprtih vprašanj zelo veliko in raziskovalna in politična pozornost na tem področju je zelo povečana v zadnjih 10 letih. Sigurno lahko to trdimo čist mirno, lahko pa tudi preberemo, če ne verjamemo besedam tistih, ki so to že nekako prebrali ali pa spremljajo. V tem iskanju odgovorov se uglavljata dve stvari. Ena paradigma je celovito urejanje. Ta govori o tem, da je treba imeti v mislih, ko mi dobimo naloge vzdrževanja, vse faze, od planiranja do prenove in seveda to pomeni za vzdrževalce ne samo naloge, ampak predvsem nov položaj. Vzdrževanje, to fazo je treba pripeljati tudi v polje načrtovanja. Skupaj je treba načrtovati. Valentina je povedala, da je občina dobila za darilo toliko in toliko novih krožišč, lepo zasajenih donacijah. Vem, da vsi veste, kaj pomeni donacija. Po eni strani je veselje, županstvo je zadovoljno, seveda je za vzdrževalne službe to skrb in breme. Zato, da se taka stvar uravnoteži, je seveda treba imeti zelo dobro sodelovanje in je treba seveda omogočiti, da vzdrževalci povedo, kaj za sabo pomeni taka donacija, kot tudi kaj za sabo potegne, naprimer, ena nova ureditev. Nekdo, ki načrtuje novo ureditev, prenovo, zelo ambiciozno, županstvo se hoče izkazati, da veliko denarja, mora imeti v zavesti, da se je pa seveda v eni fazi treba posvetovati tudi za vzdrževanje službe, ker te bodo nosile breme teh novih ureditev. Te so tiste, vzdrževanja faza je tista, ki zagotavlja dolgoročne učinke političnih ambicij, ki jih vlagamo v urejanje javnega prostora. Zato ste vi pravzaprav ta nek skriti del, ki podpira te javne politike, s katerimi se dokazujejo pomembnost ali pa urejenost ali pa uspešnost naših naselij. In to, zaradi tega je to polje tako pomembno in tako zanimivo in tudi ta dejavnost vaša tako vrvi od potreb in pričakovanj. Celovito po eni strani, po drugi strani vključujoče. Vključujoče ima zelo praktičen razlog. En je ta, da če ne odpremo v bistvu pričakovanj do tega, kdo vse bo prispeval ali donacije, ali sredstva, ali pa delo v ta žakelj, bomo večno v stiski. To je dejavnost, vsi vem, da bolj veste od mene, to je delovno intenzivna dejavnost, to pomeni, da nikoli ni zadosti denarja. Če nikoli ni zadosti denarja, je vsako novo pričakovanje povečano breme in stiska. Cene pa ne moramo določiti, ker nimamo na enoto prostora, ampak imamo v bistvu vsako leto znova v proračunu v vrsti stojimo in prepričujemo, zakaj potrebujemo ta denar. Zato so zelo pomembna partnerstva. Partnerstva, v katerih pridobimo, kot rečeno, dodatne roke, dodatna sredstva, podpornike, ki v vseh fazah urejanja in skozi vse vidike mislijo tudi na naš vidik in na našo fazo in na našo dejavnost, če hočete. In v tem kontekstu tega celovitega in vključujočega je potem še naslednja stvar,
stvar, ki jo je mogoče na slovenskem podestu dobro poudariti, to je to, da postaja spet aktualno opozarjanje na pomen strateškega razvojnega planiranja in potem v tem kontekstu prejšnjega vključevanja tudi sodelovalno upravljanje. Sodelovalno upravljanje pomeni, da se razvite in napredne občine in občinske službe pogovarjajo z zasebnimi lastniki zelenih površin, kako bodo upravljali z drevesi. Da v bistvu ne razmišljamo najprej, kako bi država predpisala zakon, s katerim bi zaščitili velika drevesa v mestih, ampak da razmišljamo, kako bi pravzaprav mi, kot nekdo, ki ima pooblastila politična, da upravlja s prostorom na občinski ravni, sodelovali s prebivalci in jim dali vedeti, kaj je dragoceno, kaj je pomembno in kaj pravzaprav prinaša, kakšne koristi na primer prinaša preprosto ukrep, kot je izdaja dovoljenja za poseg drevesa oziroma pogovor o vsakem posameznem posegu, če je to potrebno in strateško vredno. Tako da to so ta izhodišča, ki so dvignila pozornost na tem področju. Vloga vzdrževanja v upravljanju sem vam že nakazala in ne bom v bistvu preveč poudarjala. Treba je vedeti, da je ta dejavnost, to, kar vi sicer veste, ima več specifičnih lastnosti v primerjavi z drugimi komunalnimi dejavnostmi. Tukaj gre za to, da je tukaj specifična narava teh naših površin. To pomeni, da one kot komunalna infrastruktura ne pokažejo zelo hitro znakov zanemarjanja. Kar naši nadrejeni, politika in tisti, ki delijo sredstva, zelo dobro vejo. Zato zelo hitro, ko zmanjka denarja v proračunu, tudi zmanjka denarja na tem področju. To se zelo hitro zgodi, da se ve, da ne bo zelo velike škode v kratkem času. Škode, zanemarjanja, pomanjkanja nege in skrbi se malo na daljši rok pokažejo. To, da se ta učinek pokaže na daljši rok, vpliva tudi na to, da je to vzdrževanje politično manj atraktivna dejavnost. Naše župane, naše uprave bolj zanima prenova in nove ureditve in pokazati se, kako smo sposobni narediti nove stvari, kot pa reči, pogledajte, kako zgledno mi že 100 let vzdržujemo naše zelene površine, ali pa 5, ali pa 3, ali pa 1 mandat. To je težko pokazati, bistveno težko pokazati, kot pokazati nove površine. In ta specifična značilnost, skupaj s drugimi dejstvima, s tem, kar je bilo omenjeno, da je to kolektivna javna infrastruktura, se pravi, komunalna dejavnost, za katero imamo težave pri zaračunanju na enoto prostora, seveda tudi vpliva na to, kako smo dojeti v kontekstu uprave in kako naša dejavnost, kakšni so pogoji tega delovanja. Zdaj, ključni pojmi, okrog katerih se vrtimo in smo se že vrteli danes, je vprašanje javnih površin, oziroma javnih zelenih površin, je vprašanje urejanja, ki smo že malo razložili, in potem je seveda vprašanje sistema urejanja. Kaj to je, kaj dela, zakaj ga potrebujemo. Javne zelene površine je samo to, mogoče med nami res pomembno povedati, da so to površine, ki so namenjene vsem pod enakimi pogoji, da so to površine, ki so hkrati tudi javno dobro, da so to površine, ki so komunalna oprema, javna infrastruktura, za katero, kot rečeno, raven potrošnja niste merljivi in predstavljajo pa seveda temeljne materialne pogoje življenja. Kaj je tako pomembno pri javnih površinah? Pri javnih površinah je to najbolj pomembno to, da se od vseh drugih površin v naselju razlikujejo potem, da zagotavljajo družbene funkcije, ki na njih nobene druge površine v naselju ne morejo zagotoviti. Noben zasebni vrt, nobena komercialna površina ne more nadomestiti javnih parkov in zelenih in odprtih površin. To so te površine, ki zagotavljajo funkcije, kot so enakost, pravičnost, družbena povezanost, občutek socialne povezanosti. To dobimo od teh površin. In to je tisto, kar daje težo in pomen v javnih politikah, kar narekuje, da seveda je potreben interes države in je potrebno se ukvarjati s strateškim razvojem teh površin. Tukaj, ko rečem, da so javne površine, ki so enako dostopne vsem, vedno tudi rada povem, da v osnovi ni najprej vprašanje, kar ima sicer naše občine prvo v mislih, da so javne površine, ki so v lasti občine. Javne površine so površine. Uporabniki dojemamo kot javne površine. Tiste površine, ki so v javni prosti rabi. Mi med rabo prostora ne ločimo ali ploščad Maxi Market v zasebni lasti
trgovskega podjetja Aplikator ali je to javna površina mestne občine Ljubljana. Kaj to pomeni? To pomeni, da je seveda sodelovanje med lastnikom in upravljalcem in tako dobro, da pravzaprav med javno pravo in zasebnim lastnikom tako dobro, da pravzaprav uporabnik tega sploh ne čuti. To je cilj. Temu se reče zgledno sodelovanje. In seveda je treba pri tem vedeti, da to govorimo upravičeno, ker obstajajo tudi površine v lasti občine, ki niso v javni rabi. Obstajajo take, ki so v javni rabi, delujejo kot javne, in so take, ki so v javni lasti in niso v javni rabi. In zato ta schema, ki jo tukaj vedno pokažem, zelo pomembna. To ne govori o tem, da mi zdaj rečemo občinam, da morajo vse površine, ki so v javni rabi, sprejeti v svojo finančno in siceršnje breme. Ne morejo se pa umakniti svoje odgovornosti za to, kako poteka ta raba in kako je urejeno to upravljanje na ta način, da zagotavlja javno rabo. Tukaj gre za eno tako pomembno distinicijo, ki jo je fajn imeti v mislih, kadar se o tem pogovarjamo, ker dobro vem, da se zavedate tega in tisti, ki prihajate z občine, in tisti, ki prihajate z podjetji, da se zamejujemo samo na površine, ki so v naši lasti in da ne pravzaprav zato v naših naseljih ostajajo neke sive cone, kjer se pa pravzaprav malo sprašujemo, kaj zdaj s tem, in tam se nam tudi dogaja pravzaprav največji problemi. Prisvajanja in vprašanja tega, čigavo, kako ograje, privatizacije in take težave, kar seveda vse pomeni, če pogledamo z vidika funkcij, ki jih te površine zagotavljajo, seveda javno škodo. Zaradi tega, ker se nismo bili v stanju dogovoriti, ker smo se zamejili samo na polje svojega. Javna oblast si na področju urejanja javnega prostora tega ne more privoščiti, ne sme. Odgovorna je za celoten teritorij občine, potem so pa seveda pristojnosti in možnosti poseganja v razpolaganje različne. Ampak dogovorno se da zelo veliko doseči in dogovorno je pač nek cilj v upravljanju takem odprtem vključujočem sodelovanju. Tega smo se že dotaknili. Kaj je urejanje javnih površin, sem že na začetku povedala in ne bom še enkrat povedala. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je to več faz in da je faza, v kateri naša gospodarska javna služba vodi pravzaprav faza vzdrževanja, da je varstvo, ki je bilo omenjeno v starih dokumentih, seveda govorilo o varstvu rastlin, ne pa površin. Tudi v tistih starih dokumentih so se površine varovale s prostorskimi dokumenti, z urbanističnim načrtom. Se je reklo, da je krožnik zavarovan pred gradnjo in da je namenjen zelenim površinam, komunalna služba je lahko tista nekaj veta, kako z njim pač upravlja, kako ga vzdržuje, na primer, In v tem smislu, poleg faz, je naslednja stvar, seveda to, kar smo tudi na začetku povedali, so funkcije zelenih površin, ki so potrečeno, jih je vedno več, nekatere pridobivajo tako asimetrično skozi čas več pomena, nekatere manj in seveda nekatere med njimi, kot rečeno, so tudi zelo dobro institucionalizirani. Varstvo okolja, tudi če hočete, upravljanje z vodo in tako naprej, vse ta imajo tudi vpliv na to, na pogoje upravljanja s temi površinami. Na koncu pa je seveda pomembno to, da so te površine, kot je bilo že večkrat omenjeno danes, v celoti strošek lokalne skupnosti in kot take nekako mogoče tudi za to v pristojnosti celotni ali v popolni pristojnosti. Ta pristojnost verjetno ni napačna. Si predstavljam, da če bi zdaj med predstavniki občin odprla to vprašanje, bi dobila odgovor, da je seveda to edino prav. Če so vsi stroški naši, ne bo tudi vsa pristojnost naša. Ampak zdaj se tukaj sedi skupina zainteresiranih občin in seveda ugotavlja, da je pa to težek položaj. Ta osamljenost je težek položaj. Posebej zato, ker gre za tako velika pričakovanja in ker gre pravzaprav za zelo prefinjena strokovna vprašanja, ki jih sploh še danes odprli nismo. Sploh na tem prvem srečanju ne bo priložnosti za ta fina vprašanja, kako košen, biotska pestrost, ja, ne košna, kako obrezovati, strokovna usposobljenost kadra, ki dela. Največ galame je okrog dreves, a ne v Ljubljani, pa ne samo v Ljubljani, tudi v drugih delih Slovenije, ker je to tako opazna napaka, strokovna napaka in seveda tisti specialisti z tega področja si prizadevajo neskončno, bom rekla, pravzaprav potrpežljivo, glede na to, kako slabo stanje je, da bi se te stvari spremenili. Pa tega se danes ni dotakniti, ne moramo, ker je pravzaprav to prvo srečanje namenjeno temu, da se sploh zedinimo, da smo v potrebi, ne glede na to, kaj pravi zakonodaja,
da se sestajamo, da se srečujemo in da skupaj pravzaprav ustvarjamo nek razvoj dejavnosti. Kaj pa je sistem urejanja? In kaj zdaj govorimo o sistemu urejanja? Sistem urejanja je v resnici organiziran način dela, ki zagotavlja koordinacijo med fazami in vidiki urejanja. Se pravi, da se ve, kdo počne, kaj počne, kje počne, kako počne in kdaj to naredi. To deloma se počne, ampak se dela v načrtovanju en segment, v vzdrževanju drug, prenova so investicijski objekti, je tretja zgodba in izkušnje in raziskave kažejo, da pravzaprav je vsaj naš sistem zelo razgrajen, zelo je po oddelkih, po področjih, po službah in pravzaprav tega sodelovanja ali pa povezanosti ne zagotavljamo prav dobro. Zdaj, celotna praksa, ne glede na slovensko ali tujo, zaznamujeta dva taka fenomena. En je ta, da pravzaprav pravilo o tem, koliko zelenih površin, ki ne bodo ni preprostih standardov, kot jih imate naprimer za promet, ali kot jih imate za druge komunalne storitve in usluge. In to je zelo resen problem. To pomeni, da se pravzaprav družba neprestano sprašuje, na kakšen način se bo dogovorila in da obstajajo ena pravila, ki so zelo ohlapna. Ta pravila so, eno je dostopnost, da biti mora dovolj blizu, da bodo ljudje to uporabljali in tukaj je ena razdalja, ki se je reče 3 minute in se je reče 200 metrov. Zato, da bodo naši malčki in naši tisti, ki se najtežje premikajo, redno prišli. To je razdalja, za katero se je že v 70-ih letih ugotovil, da motivira uporabnika, da jo premaga in da gre na zelene površine in seveda, da s tem tudi koristi, ki jih zagotavljajo z vidika zdravja in dobrega počutja. In to je en vidik in drug vidik je potem razsežnost. Ta razsežnost se pa zelo težko spet reče, se ne reče 100 na 100 metrov, ampak se reče naj bo tako velika, da človeku, ki pride na tako površino, seveda zagotovi možnost občutka stika z naravo in občutka izločitve iz motenj urbanega okolja, se pravi hrupa in drugih uporabnikov. In danes, v današnjem času je tukaj še ena komponenta, ki na dimenzijo ali na površino vpliva, govori se o tem, da mora taka površina omogočati neko aktivno gibanje. Vsaj, neki kroge hoja ali nek rahotek ali neko igro z žogo za to, ker v bistvu govorimo o tem, da ponovno govorimo o tem, da je treba s temi površinami zagotoviti bolj aktiven slog življenja. Ampak to sta dva kriterija. Zdaj pa se vi potem s takimi kriteriji pogajate s tistimi, ki rečejo 2 parkirni mesti na stanovanje, ki rečejo koliko kvadratnih metrov za eno parkirno mesto ali pa kako široki vozni pasovi. Imajo zelo egzaktne mere. Tukaj pa ni egzaktnosti in so zato pogajanja. Zato je zelo pomembno, da so vsi, ki so udeleženi v teh pripravah prostorskih in razvojnih programov, zelo dobro poučeni v svojih funkcijah, v svojih potrebah in da sodelujejo pri tem, ko se gradijo argumenti za to, da te površine zagotavljamo in da potem tudi zagotavljamo tako stanje, z vzdrževanjem, kakršno je pričakovano ali pa načrtovano. In iz tega razloga je sodelovanje, ali pa veščina sodelovanja, razumevanje svoje vloge in razumevanje drugih vlog izjemno pomembno. Kakšen je slovenski sistem v tem kontekstu? Malo smo že slišali, jaz ne bom zaradi tega zakonodajnega okvira ponavljala. Zgodba se začne leta 1992. Takrat se je sistem temeljito spremenil. Spremenil se je v tem smislu, da je pač neka ustaljena struktura strokovnih služb, ki so dolgo let sodelovale v enih stabilnih pogojih, se je spremenila. Vi veste, da se v tem 25 letih smo praktično zgubili vse komunalne drevesnice. Vi veste, da so številne te službe v celoti se propadle, nekatere pa so se pač uspešno ohranile, prestrukturirale in zdaj nadaljujejo dejavnost. Številne naše občine pa pravzaprav še vedno precej improvizirano izvajajo to dejavnost, ker ni nobenih pogojev, kot rečeno, predpisanih, kakšno strokovno znanje pravzaprav za to potrebno, kakšna oprema in kaj sploh treba početi. Tako da je malo od sreče odvisno, malo od velikosti in zelo veliko od političnih ambicij. Zdaj, o čem jaz govorim, ko rečem, da je zelo veliko odvisno od političnih ambicij? Potem, da ko smo lani po zimi analizirali stanje na mestnih občinah, slovenskih, ki jih je samo 11, se prav malo, ugotovite, da je zelo velika povezava med politično ambicijo pokazati se na tem področju in med sredstvi.
Občine, ki imajo to ambicijo, imajo nesorazmerno večje vsote denarja in tudi močnejše strokovne službe, tako pri svojih izvajalcih kot na občinah. Se pravi, da pravzaprav politični ansambli dobro razumejo, kako se streže zadevi, če jih to začne zanimati. Če pa jih ne zanima, pa seveda lahko zelo pravzaprav osiromašijo te strokovne službe in svoje, in finance, in tudi izvajalce mirno vsako 2 leti zamenjajo. Tudi ena mestna občina, ko se vam zdi to mogoče čisto nemogoče, mirno grejo vsake 2 leti na razpis in potem, ko ga bo dobila, bo dobila. Tako zelo velika razlika pravzaprav v praksah teh 11 največjih komunalnih ali pa najmočnejših komunalnih okolij, pri čemer pa seveda jaz vedno izpostavljam 2 stvari. Naših 11 občin ni merodajnih, zato ker naša poselitev, policentrična poselitev, kakršno imamo, in naših 212 občin je naša stvarnost. In v resnici moramo zagotoviti pogoje za kakovost bivanja na celotnem teritoriju, do vseh naselij. In raziskave tudi kažejo, zdaj to ni več izmišljotina ali pa politični red, da tudi prebivalci v malih naseljih, ko so vprašani, izražajo potrebo potem, da bi imeli več urejenih javnih in javnih zelenih površin. Nedvoumno so se pripravljeni za to zavzeti, so pripravljeni prispevati, potrebujejo tudi v malih krajih. Čeprav imajo hišo z vrtom, čeprav imajo blizu naravo, želijo urejene zelene površine. Urejene pomeni varne, uporabne, drugačne od starosti biva narava in predvsem tudi prekrvavljene z ljudmi. Gre za javne prostore, gre za prostore, v katerih srečate vrstnike, druge ljudi, v katerih se neobremenjeno združujemo, srečujemo in gre za družbene funkcije, ki jih podrečeno druge vrste površin, kot so gost, polje, vodo, ja, bom zaključila. Zdaj, jaz, kot rečeno, lahko ugotovim, kar je bilo že povedano in kar vem, da zelo dobro veste, da so razmere v slovenskem prostoru zdaj že na taki stopni, da zahtevajo neke vrste reakcijo, da mednarodna praksa in tudi ugotovitve moje raziskave kažejo, da niso nujne zakonske ali pa formalne spremembe, da pa je zelo logično in zelo modro pristopiti k temu, kar se pravzaprav danes tukaj začenja. K sodelovanju, k izmenjavi izkušenj, k primerjavam in k iskanju nekih notranjih lastnih pravil, ki bodo vredno zametljikoma drugačna kot za Ljubljano in vendar bodo v nekaterih vidikih skupna, enotna. Skratka, drevesa bomo strokovno obrezvali, pa strokovno sadili, pa vedeli, kaj je to kakovostna sadika, pa vedeli, kaj je to drevesničarski standard. Hkrati pa bomo o tem bolj kratko katere površine razmišljali na lokalni ravni. Strateško razmišljali na več ravni, od državne do lokalne in pri lokalni nimamo v mislih občine, pač pa naselja in posamezne dele naselja. Ena od karakteristik naše prakse je, da so centri naših naselij bistveno drugače urejeni od obrobja, da so glavna občinska središča drugače urejena in njihovi javni prostori kot druga, kot so urejeni javni prostori v drugih naseljih. In to gotovo ni ravno prednost ali pa neka značilnost, na katero bi lahko bili res ponosni. Zdaj bom jaz zaključila, ker sem že presegla svoj čas in ker si vsi želimo zdaj kave, predvsem na priložnosti po klepetu. Naj samo povem, kako bomo zadevo speljali naprej. Ideja je taka, da je zdaj ena pauza za kavo, pa za enkrat majhen privizem, za malo klepeta. Vzamemo si lahko 15 minut časa, 20 minut, ne pa ure, pa 20 minut pa. Potem se bomo pa razdelili v 3 skupine. Vse 3 skupine so v bistvu namenjene samo temu, da vas čim več lahko pride do besede, ne pa temu, da bi vsaka bila ena tema in da bi se vi tematsko morali razdeliti. Razdelimo se v skupine zato, da se bomo lažje govarjali, da vas bo več prišlo do besede, da bomo skupaj razmišljali o 2 ključnih stvareh. O tem, kar je načel kolega Pihler z Ministrstva za okolje, kaj s formalno ureditvijo, zakonsko ureditvijo, kako jo vidimo, kako bi jo lahko dopolnili, kako jo čutimo v praksi, kaj bi nam prišlo prav, kako to vidimo,
In po drugi strani, kaj je s tem neformalnim, mehkim vprašanjem reševanja problemov, kako se počutimo, kako nas zbornica vabi k sodelovanju, k povezovanju. Se nam zdi, da se na ta način da razvijati dobro prakso. Kaj bi, na primer, lahko država naredila, če pristopimo k temu mehkemu načinu? Kako bi tudi ona lahko podprla, da ne bi več biti tako osamljeni in kakšna je sploh vloga mogoče države, glede na to, da se vendarle uveljavlja, kot rečeno, v mednarodni praksi tudi večnivojsko uveljavljanje politik, ki prinašajo